Prepričan sem, da vam je ta vodebov video polepšal dan in ko ste ga gledali, ste neizmerno uživali, pa ste rekli, dober ga je, to. No, moram po pravici povedati, da me je malo razočaral tale njegov video in tudi presenetil, še posebej tisti del, ki je govoril, kako sem ga hotel nategniti. Pa tudi vse ostalo, jaz res, da sem ga prosil za mnenje v knjigi in sem mislil, in sem tudi rekel, dej točno povej, tako kot misliš. Nisem pa mislil, da bo tako na grd način povedal, lahko bi povedal, da je knjiga za nič, da pač imam neke težave, da zato sem bil tak, kot sem bil, Nisem pa pričakoval, da me bo noter nazival vaški posebnež, butelj in podobno in da bo vse tako zjezo to govoril, kakor je govoril, ker so se le poznala, sem mislil, da so nekako prijatelja, ne tista prijatelja, ki se vidita vsak dan, ampak ne vem, da spoštujeva drug drugega, da si v končni fazi tudi kaj pomagava, če si da. V končni fazi je bil 2krat gost na mojem podcastu, videla sva se tam, ker je TV3 vsak let konec sezone neko žurko naredi direktor, tako da res nisem pričakoval kaj takega. No, ampak zdaj, da bi bilo karkoli uničujoče zame, tako kot ste vi napisali, ni, brez skrbi, knjige se še naprej prodajajo. Mogoče se je ravno zaradi tega videa kakšna prodala. Jaz sem tudi posnel odgovor na to, ampak ne boste verjeli, že včeraj sem ga mislil objaviti, ampak ga moram zmontirati in mi tisti program mi ga obdeluje že toliko cajta, da nikamor ne gre. Tako da ga tudi danes ne bo, jutri pa mora biti, če pa ne bo po mojem ima program neke težave, ker tu se še nikoli ni naredilo. Drugač pa, glejte, nič se ne sekiram, če vodeb ne tacga človeka, ki je za prijatelja. Jaz imam dosti prijateljev, skoraj se upam trditi, več kot Roman, par zelo dobrih, ki bi marsikaj zame naredilo in tudi jaz za njih, tako da tle nimam problemov, tako da. Hvala za komentar.